Kaj mislim? Ja, Se mi zdi kar kul. ja, tudi. O, hej! O, lejh. In kaj vi? Midve čilava. Ja, sva v folikularni fazi in imava zvišene ravni serotonina. Tako da se mava prav dobro. In zdaj se vi sprašujete, v kateri fazi sta? Vse bova pojasnili. Ker bova danes govorili o menstrualnem ciklu. O fizičnih vidikih menstruacije sva že govorili v oddaji Puberteta, ki jo lahko najdete na RTV 365 v celoti ali pa razkosano na kanalu Osvežilne fronte na YouTubu. Danes pa se bova pogovarjali o tem, kako se lahko zaradi menstruacije počutva midve. Vsaka ženska lahko sicer menstrualni ciklus doživlja drugače. MC je sestavljen iz 4 faz, od katerih je vsaka povezana z različnimi hormonskimi spremembami, Ki lahko vplivajo na razpoloženje in vedenje. in če se znajdete pred televizijo čisto objokane, zato ker je Pogačar zmagal etapo, In hkrati razmišljate o tem, da bi pojedle celo vrečko res mastnega čipsa, je to popolnoma normalno. prišlo je do nihanja hormonov, ki uravnavajo vaše počutje. Ja, sam zakaj se potem moški zjokajo, ko Pogačar zmaga? Ha, kdo ve? V prvi fazi cikla se reče menstrualna faza. Gre za obdobje, ko imate menstruacijo. V tej fazi imamo poleg menstrualnih krčev tudi nizke ravni progesterona in estrogena. Gre za spolna hormona in glavna krivca za uravnavanje našega počutja. Kadar je njuna raven nizka, nimamo energije, lahko se počutimo žalostno in tesnobno, tudi slabše spimo. Zato si v tej fazi lahko privoščimo tekom dneva kakšno urco počitka. Jaz lahko počivam tudi v drugi fazi. Gre za folikularno fazo, ki jo doživljamo, ko nehamo krvaveti. Ravni estrogena se dvignejo, kar lahko zviša tudi raven serotonina, hormončka sreče. Feel good hormonček ali feel goodko. Imamo več energije, bolj smo lahko fokusirane in nasplošno je naše razpoloženje boljše. A greva plavat? Ja, pejva plavati. Peva, ja. Potem pride ovulacija. To je najkrajša faza, ko tudi lahko občutiš bolečino na strani tistega jajčnika, ki v tem mesecu ovulira. Med ovulacijo sta estrogen in testosteron na vrhuncu, kar lahko tudi poveča tvoj libido, spolni nagon. A je to bor? Ja, a ni lep. V tej fazi smo lahko tudi bolj samozavestne in družabne. No in pol. Pol pride ta zadnja, lutealna faza. Ne lutealna faza, lutealna faza, lutealna faza. Sorry, no. V tej fazi te lahko razjezi že najmanjša stvar. Ja, pride do hitrega padca hormonov in njihovega nihanja ter posledično hitrega spreminjanja razpoloženja. Prosto, res nisem te hotela tako grdo popraviti. Pa zdaj ne vem, zakaj me je toliko prizadelo, zato ker se sem narobe rekla, a veš? Veš kaj, mislim, da te rabva sladoled, pa znedajo, pa pico, pa čisto vse v katerem vrstnem redu. Dobro, ampak po pici jaz dobim mozole. Jaz tudi. V tej fazi si lahko tudi bolj samokritična in nesamozavestna. Zakaj naj jo mora glih zdaj snemati? Glih zdaj, no, dej! Daj nehaj snemati! Dej pet stran! Daj nehaj snemati, no! No, in potem se spet vse ponovi. In spet, in spet, in spet. Zato je dobro, da poznaš svoj cikel. Sledenje ciklu vam pomaga videti vzorce v svojem razpoloženju, energiji, stresu ali tesnobi. Zdaj pa tako, time out, pomembno obvestilo. Naše razpoloženje ni povezano izključno samo z menstrualnim ciklom, ja? To je samo en majhen, mali del, ki na vas lahko vpliva ali pa tudi ne. In izjave, kot so, kaj spet kosita, a imaš menstro? Si lahko kar lepo zatlačite v... Wow, mladinska oddaja.